Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Tokratna pravljica nam bo predstavila zvito lisico, a vse ne bo šlo po njenih načrtih. Le kaj bi lahko šlo narobe, saj so lisice znane po tem, da so zvite ter pretkane. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom O lačni lisici, ki je napisala slovenska pisateljica Mojceja Podgoršek. Sova je vsem prebivalcem Mahovega gozdička poslala obvestilo. Ob 7. zvečer bo sestanek na gozdni jasi. Vabljeni medved, volk, lisica, zajec, veverica, polž in jež. Dolga in huda zima bo, je rekla sova, ko so se živali ob dogovorjeni uri zbrale na gozdni jasi. Vsak mora priskrbeti toliko hrane, da nas bo gostil 7 dni. Tako ne bomo privarčevali samo pri hrani, ampak tudi pri kurjavi. Je vse natančno izračunala sova. Če prav razumem, se je oglasila lisica, ki se sovo ni strinjala, boste ves teden prav vsak dan jedli pri meni? Tako je odgovorila sova. 7 dni bomo jedli pri tebi, potem 7 dni pri volku, naslednjih 7 dni pri medvedu in tako naprej. Vsi bomo prišli na vrsto. Ampak polžu ne bo uspelo pravočasno napolniti shrambe, je protestirala lisica. Polžu, ki poje najmanj, ne bo treba skrbeti za hrano, ker se je strinjal, da ne bo kuhal, je razložila sova. Živali so razpravljale še pozno v noč, na koncu pa so se vendarle dogovorile, s čim bodo napolnile shrambe, da po zimi ne bodo lačne. Lisici pa njihov dogovor ni bil prav nič po godu. Zadolžili so jo, da mora priskrbeti 20 kg grozdja, 15 kg jagod in 5 kg malin ali drugih gozdnih dobrot. Ne mislim garati, si je rekla lisica. Zima mogoče sploh ne bo tako huda, kot pravi sova. Toda zima je prav kmalu potrkala na vrata. Pritisnil je mraz in gozd je prekrila debela snežna odeja. Vse živali, razen lisice, so pravočasno napolnile svoje shrambe. In ker v gozdu ni bilo najti nobene hrane več, je sova z žrebanjem določila vrstni red gostovanja. Prvih 7 dni so se gostili pri medvedu, potem pa pri volku, ki je imel zares obilno zalogo okusne hrane. Nato je prišla na vrsto lisica. In čeprav je bila njena shramba povsem prazna, je ni prav nič skrbelo, s čim bo pogostila svoje prijatelje. Si bom že kaj izmislila, dovolj sem zvita, si je mislila lisica, potem ko se je zadnjega večera pri volku do sitega najedla. Jutri pridemo k tebi, jo je spomnila sova. Vem, vem, je zastokala lisica in se začela zvijati od bolečin. Ja, kaj pa ti je? Se je začudila sova, saj je bila lisica še pravkar zelo živahna. Boli, tako me boli, moj trebuh, joj, kako boli. In tako spretno se je pretvarjala, da je živali zaskrbelo za njeno zdravje. Ni prijetno, če te boli trebuh, se je za lisico zavzel jež in živali povabil, da namesto k njej naslednji dan pridejo kar k njemu. 7 dni jih je tako gostil jež, lisica pa se je zadovoljno hihitala in nazdravljala svoji zvitosti. Ves teden se je pretvarjala, da je bolna, zato so ji hrano prinašali kar na dom. Jaj, še vedno sem bolna, je stokala, ko je minilo 7 dni in bi morala gostiti svoje prijatelje. Tudi tokrat so ji dovolili, da ostane doma in počiva.
nosili so jim najboljšo hrano, da bi le ozdravela. Toda po 2 tednih ji še vedno ni bilo nič bolje. Vročina me kuha, je hlinila svojo bolezen. Živali niso vedele, kako naj pomagajo ubogi lisici, zato je sova sklicala posvet. Kadar me napade bolezen, sem najraje sam, je svoje izkušnje povedal polž, jež pa mu je prikimal. Bolezen preženem tako, da ničesar ne jem, je dejal volk, ki se je spoznal na naravno medicino. Post bo zagotovo pregnal njeno bolezen, se je z njim strinjal medved, zajec pa je dodal: obilna hrana ni pripomogla k njeni ozdravitvi. In ker je bila veverica enakega mnenja, je sova razglasila, da bodo lisici, da bi hitreje okrevala, prenehali prinašati hrano. Joj, pa brez hrane me bo pobralo, je glasno stokala lisica, ko je ugotovila, da se je znašla v težavah. Po 3 dneh je bila že tako sestradana, da je še komaj hodila. In postalo je žal, ker ni napolnila shrambe. Zadnjimi močmi se je odpravila iz hiške, da bi si poiskala kaj za pod zob. Toda gozd je prekrivala debela snežna odeja. Njene tačke so skoraj pomrznile, ko je stikala za čem užitnim. Toda našla ni prav ničesar. Že se je hotela vrniti v hiško, ko je do njenih nosnic priplaval čudovit vonj. Tako omamno je zadišalo, po vroči juhi in začimbah. Noge so jo kar same nesle naprej, vse dokler ni prišla do zajčje hišice. Kar bo, pa bo, si je rekla in potrkala na vrata. Zajec, ki je gostil svoje prijatelje, je odprl vrata. Jo, kaj pa ti tukaj? Se je začudil, ko jo je zagledal. Premražena lisica, ki je bila zaradi večdnevne lakote zares videti bolna, ni vedela, kaj naj reče. Zajcu se je zasmilila in prijazno jo je povabil naprej. V hiški je bilo prijetno toplo in lisica je stopila bližje k ognjišču, da bi si ogrela prezeble tačke. Ob pogledu na hrano so se ji pocedile sline in v trebuhu je od lakote glasno zakrulilo. Si ozdravela? Je bil presenečen polž. Še vedno si videti bolna, se je začudila veverica. Lisica pa je bila preveč sestradana, da bi še naprej lagala. Zato je vse priznala. Presenečene živali so staknile glave, da bi se dogovorile, kaj bodo storile. In nazadnje so se odločile, da bodo lisici v zameno za hrano naložile delo. Tako je morala lisica odslej čistiti tla in pomivati posodo. Sova je imela prav, je godrnjala, medtem ko je ribala umazana tla. Zima bo res dolga in huda. Potem pa je na tihem sklenila, da si bo za prihodnjo zimo shrambo do vrha napolnila. Ja, zelo zanimiva pravljica, kaj ne? In vesela sem, da je lisica naposled le priznala svojo napako in pomagala pospravljati ter sklenila, da si bo za prihodnjo zimo le pripravila shrambo z veliko dobrotami. In pa vse pohvale sovi za sijajno idejo. In tako so bile živali site, pa še družile so se in si polepšale hladne zimske dni. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še ljudski pravljici Mojca Pokrajculja, kjer je lisici uspel njen zviti plan. In tako imajo še dandanes zajčki sprednje tačke krajše od drugih. A so pa zato mnogo hitrejši. Uživajte, lepo se imejte in lep pozdravček prav vsem. Čau, čau! Ja, včasih se pa ne izide vse tako, kot smo si zamislili, a ne? Bravo, sova. Super ideja.